Zadnjo soboto v februarju je imelo osrednje prostovoljno gasilsko društvo v občini Zagorje ob Savi, PGD Zagorje mesto, občni zbor, na katerem so izvolili novega poveljnika. To je postal izkušeni Marko Novak, ki smo ga obiskali v enoti in ga povprašali o vzrokih za odločitev za vstop v gasilske vrste. Je bilo en tak splet okoliščin dogodkov davnega leta 1987, ko sem delal še v tovarni Energoinvest Varnost, se takrat imenovala. Tam je bilo kar nekaj gasilcev aktivnih tega društva in sem jih z zanimanjem opazoval ob zvoku sirene, kaj počnejo. In prišel do enega manjšega požara tudi v podjetju, kjer sem bil tudi jaz udeležen, in reci piši so me povabili na gasilske vaje. Jaz sem bil v tem času še aktivni rokometaš in sem rekel, dajmo še to probati. In do danes sem tu. Za mano je 33 let. Torej sem v gasilskih Kristusovih letih. Nepozaben je bil dan, ko naj bi prejel diplomo gasilske šole. Leta 1991, junija, smo imeli podelitev zaključnih diplom. Takrat je gasilska šola spadala še pod srednjo šolo za notranje zadeve in smo se dejansko prebijali po diplome na prvo jutro vojne za Slovenijo. Skozi barikade, skozi cestne zapore do Tacna. Vendar do Tacna prišli nismo. Naše zborno mesto je bil v gasilski šoli takratni, ki je imela sedež na Vojkovi cesti, kjer domuje gasilska brigada Ljubljana. In od vseh naših tečajnikov oziroma sošolcev nas je prišla peščica. Tako da tisti dan diplom nismo videli in smo se vrnili v svoja matična okolja, dokler smo se še lahko. To je bil prvi dan slovenske osamosvojitvene vojne. Neobičajno je potekal tudi dan izvolitve na položaj poveljnika. Redko se to zgodi, to so pravi taki trenutki, ko moraš pretehtati, a je družina bolj važna, kot pa gasilrija. In bil je maturitetni ples srednje šole Trbovlje, gimnazije in pa ekonomske šole Trbovlje, in tako je, odšli smo na maturitetni ples in čakali na rezultat volitev. O tem, kako kot poveljnik vidi društvo, je povedal. Smo dejansko v osrednji enoti, tako je klasificirane po merilih za organiziranje gasilskih enot spadamo v 4. kategorijo, kar pomeni, da moramo imeti minimalno število članov operativnih 54. Smo zelo usposobljena ekipa kar mladih operativcev, če sebe izvzamem. Izredno dober tim, ena zelo povezana družina, ki se nenehno izobražuje, trenira, vadi, samo zato, da je na tisti dan klic pripravljena pustiti vse, svoje družine, svoje varno okolje in iti početi stvari, ki jih drugi ne počnejo. Obdobje razglašene epidemije, z njim povezani ukrepi, ki jih je treba v določeni meri upoštevati še naprej, je pustilo pečat tudi na PGD Zagorje mesto. Epidemija kot taka, ki je bila razglašena, nam je dala to je bila neka neznanka. O tem se nikdar nismo učili, o tem nisi mogel nikjer nič prebrati. Prve dni smo bili nekako samoiniciativni in smo še pred obvestilom Gasilske zveze Slovenije hermetično zaprli gasilski dom. Kar ne pomeni, da nismo izvajali operativnih nalog gasilstva, oziroma javne gasilske službe, vendar smo naredili vse, da je gasilski dom sterilen oziroma čist, in v njega nismo vstopali, nismo izvajali nobenih negospodarskih dejavnosti oziroma gospodarskih dejavnosti. Bil je zaprt, imeli smo na voljo razkužila in pa protokol, katerega smo se morali držati ob vstopu v gasilski dom, ki je pa bil dovoljen samo ob intervencijah. Nenavaden čas, zelo težko ga je bilo implementirati.
mi nismo navajeni tega, to je le naš drugi dom, a ne. In bilo je kar nekaj težav, mogoče tudi nekaj nerazumevanja, strah nas je bilo tega nevidnega sovražnika, ki je danes še vedno prisoten, ampak moramo si predstavljati, če se okuži en gasilec, a ne, zapremo gasilsko enoto, gre v karanteno in gasilcev v Zagorju ni več. Ostanejo samo še druga društva, kar je pa nepojmljivo. In smo kar uspešno prebrodili to krizno obdobje zaenkrat. Res pa je, da smo na podlagu odločbe štaba civilne zaščite izvajali dekontaminiranje javnih površin. To smo delali v 47 primerov, se pravi, da smo na vsak nedeževen dan razkuževali javne površine v centru Zagorja, ekološke otoke, parkovne površine, se pravi klopi, področja, kjer se nahaja veliko ljudi, banke, pošta, okolica zdravstvenega doma, ploščad mestna. In to je bil kar velik napor, saj smo delali v popolni zaščiti, virološki, a ne. In to nam je dalo misliti, kako majhni smo, a ne, da se vseh stvari ne da rešiti, pogasiti, ogenj vidimo, vodo tudi vidimo, a ne. To je pa virus in proti tem se lahko samo samozaščitno ravnamo, a ne. Dokler ne bo cepiva, bo virus med nami in tudi gasilci nismo imuni na to. Moramo biti pa toliko bolj previdni, ker brez nas pade javna gasilska služba. Tudi to se je že po nekaj enotah po Sloveniji zgodilo, prišlo je do okužb, nekatere poklicne enote so imele tudi celo izmeno v karanteni in težko si je predstavljati, ne, da nekdo pokliče 112 pa čaka potem na gasilce 15 minut, ker morajo priti drugje. Osrednja enota 4. kategorije ima zakonsko predpisan izvozni čas od klica do izvoza prvega vozila 5 minut. Povprečni čas PGD Zagorje mesto je med 3 in 4 minutami. Ker pa imajo operativci med drugim težave s parkiranjem svojih avtomobilov, ko prihitijo na poziv, hkrati pa postajajo garaže premajhne, je v načrtu izgradnja novega gasilskega doma. Leta 1908 julija je gasilsko društvo začelo delovati v Hlevu. Potem so se preselili v objekt, ki je bil ob Mediji. Leta 1974, 1976 smo se preselili v ta objekt. Vmes smo bili še na Gasilski cesti in smo ga prerasli. Ne samo moštveno, vendar prerasla ga je tehnika sama. Tehnika, se pravi vozila, ki so sedaj na voljo, ki morajo upoštevati določene smernice, temu mi pravimo strokovno tipizacijo gasilskih vozil, ki jo predpisuje krovna organizacija Gasilska zveza Slovenije, je narejena po sodobnih evropskih DIN standardih in gabariti vozil niso kompatibilni z gasilskim domom, v katerem smo danes. Se pravi, tistega davnega leta 70, ko je se pričela gradnja tega objekta, v katerem smo, je bil zgrajen za jugoslovanska vozila, ki so takrat proizvajala Tebutam, Karoserist, Vatrosprem, Beograd in ta vozila so pač taka bila. Sodobna za tisti čas, danes temu ni več tako. Ker posredujemo na veliko več tehničnih dogodkih, tehničnih intervencijah, rabimo tudi vozila, ki imajo veliko več tehnične opreme, kot pa opreme za gašenje. Tudi vozilo za gašenje ima svoje zakonitosti in če se navežem na gradnjo novega gasilskega doma, lahko rečem samo to, da od vseh vozil, težkih tovornjakov, ki bi jih lahko danes kupili, nobeden ne ustreza dimenziji odprtine največje garaže, ki je še na voljo za to. Ja. Ideja za gradnjo novega gasilskega doma je prišla s strani župana, ki seveda vidi našo prostorsko stisko. In upravni odbor gasilskega društva skupaj s povejstvom je naredil osnutek, kako naj bi sodoben gasilski dom izgledal. Ker operiramo z 9 vozili, rabimo najmanj 10 garaž. Če je teh 10 garaž
postavimo neko dolžino, pa jo pomnožimo z odprtino, minimalno smo na nekje 50 metrih. In najti prostor za sodoben gasilski dom s takimi gabariti je pa uganka, ki verjamem, da jo bomo nekje probali skupaj z občinsko upravo rešiti. Tak velik gasilski dom sodoben postaviti v mesto, v mestno središče, predstavlja dejansko problem. In če bi ga postavili na obrobje, bi bili že nekje na meji, kako doseči izvozni čas 5 minut. Vendar ja, v Zagorju rešujemo nemogoče. Župan pravi, da smo najboljši in verjamem, da bomo tudi v tem uspeli. Za konec smo poveljnika Marka Novaka še vprašali, kako vidi delovanje društva v prihodnje. Imamo mladino, imamo pionirje, imamo podmladek, še vedno je tak negativen trend tistega 18. leta, ko polnoletni prestopi prag in je lahko dejansko operativni gasilec, ker srednjih šol v Zagorju nimamo, imamo samo eno, visokih šol tukaj ni, je to odhajanje izven občine kar velik problem. Zelo malo se potem teh ljudi vrne nazaj, ker je vse skupaj potem povezano z bodočo službo. In tukaj je vedno za pretehtati, ali bo skozi časovno obdobje 5-10 let to res postalo problem društva ali pa občine, vendar, ker je gasilska enota 4. kategorije, imamo možnost vzpostaviti po zakonu tudi poklicno jedro. Tudi ta opcija obstaja. Se pravi, da časovno obdobje, ta dopoldanski čas, ko so ljudje v službah, po šolah, lahko pokrivamo z minimalnim številom poklicnih gasilcev. In jaz mislim, da vizija je ravno v tem, da trend dopoldanskega nabora gasilcev pada s trendom, koliko imamo v Zagorju prostih delovnih mest. In žal tako je. Mi se lahko do neke meje prilagajamo, potem je pa treba s takimi ukrepi zagotoviti minimalno operativno pripravljenost enote.